Sem pri 33 sem študirala ritual v Belgiji, pri enem evropskem šamanu. In eden od modulov je bil posvečen, kaj te je oblikovalo. In smo morali napisati zgodbo v 5 alinejah. Suzana se je rodila in pač potem naprej, kaj se je zgodilo. In 5 stvari, ki so se me močno dotaknile, ki so me oblikovale v mene danes. In kaj on to rekel, sem rekel, ja pa ne še enkrat to, ne morem, to je tak dolg čas že. Zdaj imam 33 let, ne morem se več poslušati te zgodbe, kaj vse se mi je zgodilo v življenju. Ampak to je bil zame ključni moment, ker sem si rekla, da hočem videti bisere v stvareh, kaj se mi je, če rečem, kaj se mi je zgodilo, kaj so biseri ven iz tega. Ne moram več gledati te zgodbe in reči, kaj je bila ona stara 2 leti, pa kaj je bila ona 7, pa 11, pa 19. Ne moram več slišati te zgodbe, ker imam kurjo pol to dolg časa. Hočem vedeti, kaj si dobila s tem. Povej mi, Suzana, kaj si dobila s tem. Ker v bistvu res imamo omejen čas, ko lahko res živimo. In zgubljati ta čas z gledanjem v preteklost, ne glede na to, kaj se je zgodilo tam. Ok, to imam, dajmo uporabiti ta material, ni se mi zgodil zato, da me bo zatrl, ampak da me bo podprl. Namen je pa, da najdem kreativno, kako to glino oblikovati, da mi bo dala moč, da me bo podprla, da me bo navdihnila, da mi bo podpora. Da se ne zahakljam grobo, ne? Zgodilo se mi. Zgodilo se mi. Kaj mi imaš pa za povedati s tem? Tako da zagotovo bi rekla, da zavežite se sebi, da vam bo vaša zgodba moč. Da kar imate zapovedati v svojem življenju, da je vam navdih, pa bo tudi drugim. Ja. In to je pa